Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ja, cepljenje je danes tematika v moji družbi, pa torej avtorica knjige, kjer so ovržene res take konkretne trditve in predstavljene neke neresnice, ki jih imamo o cepljenju. Lepo pozdravljena, dobrodošla, pa tudi Luka in pa Ela, ki nam bosta zaupala, kakšno izkušnjo imate ona, pa vi imate otroka, ki ni cepljen, vi pa imate otroka, ki je cepljen, pa ki tudi ni cepljen, oziroma 5 jih imate, ne? Ja. Bravo, bravo, slovenska nataliteta gre gor s takimi primeri, kot ste vi. Doktor Mateja Černič, Ideološki konstrukti o cepljenju. Sta prebrala to knjigo? Sem. Ste? Ja, še imam online, se oberem še. Ja, še, super, super. Se mi zdi, da je tako in tako vedno več teh vsebin, kaj ne da na voljo po svetu v različnih jezikih, ne? Ja, v zadnjih letih je res ogromen porast kvalitetnih in knjig, in predavanj, in blogov, in intervjujev v slovenščini, v angleščini, skratka, informacije dejansko so dostopne. In tudi v ruščini, ne? Tudi v ruščini materijala je ogromno in ravno ta material jaz spremljam. Spremljam strokovnjaka, ki je 30 let delal na področju ohranjanja zdravja kosmonavtov. Kozmonavtov. Zakaj ste se vi odločili, da ne boste cepili svojega otroka? In imate zdaj, kaj, celo v nekem postopku ste pa tak, ne, pa da kršite pa take zdaj. Zakaj ste se odločili, da rečete temu ne? Predvsem mene je prestrašila pediatrinja s svojimi besedi, zagotavljanjem tega, da v njeni praksi ni bilo nikoli stranskih učinkov. Pediatrinja je zdaj se pripravlja na odhod v pokoj, v penzijo, ne? In kako je mogoče, da v taki dolgi delovni dobi nobenega stranskega učinka, medtem ko strokovnjaki iz področja mikrobiologije, genskega inženiringa, novinarje, neodvisni raziskovalci kričijo o problemih, ki se dogajajo, o zapletih, ki se dogajajo pri zdravju po cepljenjih. Katera informacija je bila tista, ali pa mogoče podatek ali pa karkoli, ki je vam kot mami rekla, ne, jaz svojega otroka temu ne bom izpostavljala temu? Je bila kakšna taka informacija, kjer tak podatek, ki vam je res rekel tisti aha moment, recimo? Na dosegu roke imam 4 mamice, ki imajo svoje otroke poškodovane. Ravno včeraj sem spoznala še eno gospo, prijateljica, kateri, to je najbolj sveži primer, prijateljica, kateri je izgubila celo otroka in se prizadeva za drugega, da ne bo cepljen. Pa se vam zdi, da je to povezano ravno s cepljenjem? Dokazano je, ja. Aha, okej. Vi imate krasen primer, imate otroke, ki so cepljeni, pa otroke, ki niso cepljeni. Najprej verjetno so bili cepljeni, tisti ta prvi, najstarejši, pa ste si spremislili, mesel, kako? Glede na to, kaj se dogaja z našimi prvimi 3 otroci, oziroma z mojimi prvimi 3 otroci, sem se odločil, oziroma z mamico otrok, da ne bomo več cepili otrokov, ker so pač se poškodovali prvi 3 pred cepljenjem. Poškodovali? Na kakšen način? O čem dejansko govorimo tukaj konkretno? Zdaj, pri prvorojencu se je pojavil atopični dermatitis, celiakija, en kup alergij, ki jih stroka ne zna pojasniti. Tako da ne vejo, od kje prihajajo, samo vejo, da ni od cepljenja. To je zanimivo, ne? Da nimaš pojma, zakaj je dobil nekdo alergijo, ampak točno veš pa, da ni od cepljenja. Kako ste pa vi to povezali, da bi pa lahko bilo ravno zaradi cepljenja? Ja, ker je sovpadalo časovno, ne, se otroka pozna, z njim živiš, ne, ga opazuješ in če vidiš, da se je po cepljenju v tistem obdobju nekaj zelo korenito spremenilo, potem to povežeš, ne. Oziroma na začetku niti ne, ker opaziš eno spremembo, potem se najprej seveda na pediatra obrneš, kar je logično, on te prepriča, da to ni res in ker si mlad, ker je to tvoj prvi otrok, ker nimaš izkušenj, ker nisi o tem nič prebral. To se je več kot 20 let nazaj dogajalo, recimo.
potem verjameš, da bi mogoče res en zaplet ali pa ravno slučajno v tem obdobju dobil neko virusno okužbo. Skratka, vedno te nekoliko tako potolažijo pa odpravijo. Nikjer se ne zabeležijo te stranski učinki. Se to boste slišali pri vseh starših, ki imajo od cepiv poškodovane otroke, da na vsako pripombo, ki jo daš pediatru, zelo redko kater pediatr sploh to piše v kartoteko, ne poroča pa naprej ravno tisto, ker smo slišali tudi, da se ne poroča o stranskih učinkih, da ni nobenega registra, da sploh da ni ažurno to, da se skratka ne poroča o tem. Doktor Mateja Černič, poznate verjetno kar nekaj takih primerov, kot imamo danes. Ja, seveda. To so vse iste zgodbe, v bistvu, isti vzorci. Kaj pa je potem botrovalo k temu, mogoče še kakšen dodaten podatek, da ste sploh pomislili, kaj pa če mogoče ne cepimo otroka, ker v Sloveniji je to obvezno? Ja, Slovenija ima pač tako zakonodajo represivno. Opazovali smo, pri drugem otroku se je enako ponavljali in pri tretjem enako, tako da smo potem počasi prišli do tega, kar je najbolj žalostno, da ne zaupaš zdravniku več, ker če ti on nekaj govori, da ni, ti pa vidiš, da je, pride do nezaupanja in to je najbolj žalostno. Tudi z ostalimi starši, ki imajo težave z otroci po cepljenju, smo se pogovarjali in to je največji problem, ker ne zaupaš več zdravnikov. Se pravi, ker izgubiš zaupanje v stroko, katero si prej slepo verjel, ker so ti bili predstavljeni zdravniki kot neki bogovi v belem, potem pa vidiš, da temu ni tako. Najprej ti seveda ni jasno, ker to ni v pričakovanju s tem, kar si... Ampak kaj mislite, so pediatri sploh krivi ali se krivca išče nekje na višjih inštancah? Pri pogovoru s svojo pediatrinjo, ona ni sodelovala v tem, da bi mi odkrila večji ozadje tega, kaj so cepivi in kako učinkujejo. Ona ne spremlja te literature. Nima časa. Jaz pa spremljam ukrajinskega pediatra dr. Komarovskega, ki je 20 let delal na infekcijskem oddelku otroške klinike in ki je zelo natančno obrazlaga, kaj je to imunski sistem, kakšne učinke ima, kako se razvija, kako se ohranja in kaj so to cepiva. Med drugim spremljam tudi tuje strokovnjake, ki odkrivajo ozadje izdelovanja cepiv. V bistvu teh je sedaj ogromno. In je že kar ena... Se pravi, te strokovnjaki so pripravljeni izgubiti, so ob karieru, so ob nekateri celo ob življenje, zato ker ne morejo sprejeti tega, da ta stvar, zdravstvo, ki naj bi bilo namenjeno v dobro ljudi, sedaj se poslužuje zlorabe. Doktor Mateja Černič, starši poročajo tudi o tem, da se odločijo, da ne bodo otroke cepili, pa da so potem kar taki mali izobčenci v tem smislu, da je tudi težko pri vseh teh zadevah. Kaj pa sploh lahko naredijo starši, če se odločijo, da ne bojo? Mislim, kakšne so tukaj postopki, finte, kakšne, ne vem? Finte, pravzaprav gre za birokratski boj. Ti se ne moreš izogniti cepljenju, kot smo povedali že prej, koliko malo primerov je, ki jim sploh to dopustijo. In starši se tukaj zapletajo v birokratske postopke za državo. Če v teh birokratskih postopkih niso uspešni oziroma jih ne znajo nekako nadaljevati, pride do plačevanja glob. Te globe so ponavljajoče in višajoče se. Torej, ni nekaj, da bi rekel, ok, bom plačal neko globo, pa bom imel mir. Ne, nikoli nimaš mira. Stiskajo te pravzaprav toliko časa, dokler nekateri, zlasti tisti, ki so v slabših socialnih razmerah, v bistvu ne izbirajo med tem, ali bo otroka cepili ali bojo bankrotirali. To je realnost mnogih. In
Necepljanje je v bistvu privilegij bogatih in izobraženih. Ti so tisti, ki imajo dovolj resursov, dovolj znanja, dovolj časa, dovolj denarja, da se v zadevo poglobijo, da naštudirajo cepiva, da se poglobijo v delovanje sistema, da se grejo boriti s sistemom. Pritiski, ki se izvršujejo na starše, ki ne cepijo, so enormni. Tako psihični pritiski za strani pediatrov, ki se v bistvu ne ustavijo pred ničemer, šikaniranje, manipulacije, kričanje, kar želite, kot seveda pritiski za strani sistema, kot je inšpektor in sodišča in pač odvisno na kateri točki si, zasipava z uradnimi dopisi, z grožnjami glob, to pač ni lahka stvar za nikogar. Govorili smo o hrematizmu. Dr. pater Karel Gržan je govoril o zanimivih tematikah. Dajmo se spomniti, kaj je povedal takrat. Model ekonomije, resnične ekonomije poskrbi za vse. Problem pa je, da se za ekonomijo izdaja hrematizem. Jaz pravim, da je dejansko to največja globalna prevara, ki trenutno obvladuje naš planet, in pravim, da je hrematizem največji transvestit. Zakaj? Zato, ker se preobrači v svoje nasprotje in se izdaje za svoje nasprotje. In ko nam govorijo o edinih možnih ekonomskih rešitvah, pri tem pa gre za očitno poniževanje, izključevanje, za revščino, za stisko, za bolečino mnogih, to niso edine možne rešitve ekonomije, pač pa edine možne in dopustne rešitve hrematizma, ki seveda z mnogimi manipulacijami, najbolj z strahom, odvzema sposobnost premisleka. Zato želi ta knjižica vzbuditi razmislek, dejansko je izziv. Ja, cepljenje oziroma necepljenje torej postaja privilegij bogatih. Tudi vas so precej prestrašili, oziroma ste v tem postopku, verjetno oba, z svojimi otroci. Jaz sem bila prijavljena in ravno včeraj sem podala odgovor na poziv inšpektorice o tem, kakšni so razlogi za to, da moj otrok je necepljen. Se mi pa zdi zelo krivično, kako je lahko nepopolna zakonodaja, kajti v primeru, če bi jaz potrebovala bilo kakšen kirurški poseg, jaz moram podpisati listino, v kateri sem seznanjena in se strinjam s tem, da nosim del odgovornosti o morebitnih zapletih. Pri cepljenju, sploh pa sedaj, ko se zanikati več ne da prisotnost stranskih učinkov, ni določeno nobene odgovorne osebe. Zdravniki so pa še najmanj. Vi imate dva potem necepljena otroka. Kako ste to uspeli dejansko, da sta trenutno še necepljena? Koliko sta stara? 9 pa 11. 9 pa 11, necepljena. Je razlika med njimi, med cepljenimi in necepljenimi? Ja, je, seveda. Ker nista bila cepljena, nimata teh poškodb kot starejši trije. Tako da tudi zaradi tega, ker smo imeli izkušenj s prvimi 3 otroci, smo bili bolj pazljivi in na alergije, na vse spremembe, ki se je dogajalo pri njima, na bolezni, in smo tudi ves čas opozarjali pediatra na vse te stvari. Tako da se je v bistvu nam cepljenje ves čas prestavljalo zaradi zdravstvenega stanja, ki smo ves čas trdili, da zaradi zdravstvenega stanja niso sposobni za cepljenje. In zdaj po določenem času se te pa pediater naveliča in te prijavi na zdravstveni inšpektorat, tam pa dobiš potem poziv, da moraš otroka ali cepiti ali pa podati predlog za opustitev cepljenja na Ministrstvo za zdravje. Tako da zdaj smo v tem postopku. V tem postopku. Koliko ste rekli, ljudi se lahko dejansko pravno, formalno izogne temu? Od 27 do 57. To so najnovejši podatki iz ministrstva. Toliko je bilo... Kaj govorimo o odstotkih? Ne, govorimo o številkah. Govorimo o 27 do 57 otrocih, ki jim je bila izdana odločba o trajni opustitvi cepljenja. Torej, toliko otrokom oziroma ljudem država dovoli, da se ne cepijo več. Vsi ostali se po zakonu moramo. In kateri razlogi so navedeni v tem smislu, zakaj pa pol njim ne? Ne vem, ker pač poznam primere, ko so otroci tudi iz drugih razlogov v resnično slabem zdravstvenem stanju in jih noben ne bi smel sploh pomisliti, da se jih cepi,
pa se to tera dalje. Ne? Že ta številka teh nekaj med 30 in 50 otrok v celi Sloveniji vam pove, da pravzaprav sistem ne dopušča necepljenja. Pravno, formalno ne. Po vašem mnenju, kam vse skupaj to vodi, se zdi, da se bo kaj spremenilo v Sloveniji, tudi skupine se organizirajo, ljudje se povezujejo, pa shodi, pa vse take zadeve? Nekaj dni nazaj je bil dogodek, ko je varuhinja človekovih pravic sprejela na pogovor starše otrok, ki so bili poškodovani. In prva stvar, ki mi je prva neprijetna stvar, ki mi je padla v oči, da za te ljudi si je vzela samo 1,5 ure časa. To se pravi, prijokane noči, zdravje, ki mogoče nikoli ne bo se izboljšalo, zneski, ki segajo v nebo za to, da se popravi zdravje, za solze staršev, za tiste krike, bolečino otrok, v državi se pa vzame ravno toliko, da pač je odkljukano, da se mi vas slišimo. Ampak kaj bo pa narejeno na tem področju? To se pravi, prva stvar, na katero treba biti pozoren, na zakonodajo. Mene razjezijo besede drugih, ki povejo, da mene se politika ne tiče. Kako ne? Vse odločitve, ki prihajajo iz aktivnosti politikov, vplivajo na kvaliteto, na način našega življenja. In mi po eni strani imamo pravico človeku biti svoboden, po drugi strani je ne moremo unovčiti, uresničiti. Ali je kakšna država v Evropski uniji, ki pa ima to bolj urejeno kot Slovenija? Ja, seveda. Vse pravzaprav, oziroma večina držav. Večina zahodnoevropskih držav ima prostovoljne cepljenje, medtem ko večina vzhodnoevropskih in južnoevropskih držav ima neko obliko obveznega cepljenja. Kaj, če gre mama roditi v Avstrijo, ima Avstrija to urejeno? V Avstriji je prostovoljno cepljenje, ampak nič ne pomaga, če rodi tam, če je slovenska državljanka. Ona je še vedno pač pod slovenskimi zakoni. Avstrijska mama pa sama izbira, ali bo otroka cepila ali ne. Se pravi, moram pridobiti avstrijsko državljanstvo, da lahko tam rodim in pol grem nazaj živeti v čudovito Slovenijo, pa mi bojo dali mir? Ne vem, če bo tako enostavno. Dokler ste pač v Sloveniji oziroma slovenskim državljanstvom pod slovenskimi zakoni, morate cepiti, če pa si pač uredite zadeve v Avstriji, potem pa... Sploh, če bo ta nova novela zakona o nalezljivih boleznih sprejeta, ki je zelo restriktivna in po mnenju staršev fašističen zakon, ker bo onemogočil še to, ker smo imeli zdaj možnost vložiti predlog za opustitev cepljenja, bo to pravico odvzel staršem, bo lahko predlog podal samo pediater, ki ga pa nikoli ne poda, tako da še tisti primeri, ki jih je prej dr. Mateja omenila, so bili verjetno podani strani staršev, tako da bojo še to orode nam vzeli, tako da nas bojo dejansko prisilili, da bo mogli starše cepati. Zdaj pa tisti, ki ne želijo, oziroma ki bojo želeli se temu izogniti, se bojo mogli preseliti, tako kot si prej predlagala, v Avstrijo recimo. In če se preselijo v Avstrijo, je pol mir? Ja, seveda. Odlično. Najlepša hvala vsem trem za tale pogovor. Moram reči, da nisem imela dosti informacij, kar se tega tiče, in zdaj sem jih pridobila in večji problem, kot sem si predstavljala, je vse to. Mnogo večji. Mnogo večji, kot se to predstavlja. Pač vse veš, da tam neki pa kričijo, pa uno, pa tretje, ampak dejansko, ko pogledaš malo bolj konkretno, vidiš, da stvari niso tako rožnate. Najlepša hvala za vse informacije. Ja, pri vsem tem ne smemo pozabiti, da imamo politike, da imamo državo, da imamo predsednika in da imamo ljudi, ki pravzaprav služijo nam. Se pravi, mi smo tisti, ki imamo moč. In kako lahko to moč okrepimo? Tako, da se združimo, da se povezujemo, da se pogovarjamo, da stopimo skupaj. Kajti mi smo državljani in mi smo tisti, ki smo tukaj pomembni. Glas ljudstva.